Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 138. epizoda Apparatusa, v kateri sem govoril s Tilnom Mrtačom, s katerim sem se pogovarjala o tem, kateri inštrument igra, kaj je ta inštrument, ki ga je dobil, potem pa še malo imitatorstvo in pa komediji. Naprej začnemo, pa še enkrat ful hvala vsem, ki podpirate Apparatus, pa unim, ki to še boste naredili, to naredite tako, da greste lahko na apparatus.si/potri, pa tam malo poklikate. Res ful hvala, ker brez teh sredstev za tega jaz ne bi šel več in ta sredstva pač omogočajo celo mrežo in to, da jaz čim več časa in truda v to le vložim. Tako da res še enkrat ful hvala. Hvala tudi vsem, ki dajete ocene v iTunesih. Zdaj smo že na 216 per Apparatusu, ne. Pa mislim, da ta zadnji je bil že spet eden, ki je napisal Gordar ima rad kondome. Unika poslušate moj podcast z Juretom Gordarjem Opozovalnico, veste, zakaj se gre, ampak to sem mogel omeniti. Tako da ja, zdaj pa Tile. Ja, ok, sne. Okay. Prvo vprašanje, ki je vedno isto. Kdo si in kaj počneš? Sem Tile Mrtač, v prvi vrsti glasbenik, violončelist. Tukaj sem pač tudi izobražen mal, ne? Potem pa znan slovenski javnosti kot imitator, komik. Nekaj časa sem bil televizijski voditelj. Drugače pa v zadnjem času najbolj znan kot imitator. Tudi s pevskimi imitacijami sem prodrl nedolgo nazaj na slovenski trg. Nikoli si nisem mislil. Nisi vedel, da te bo kaj peljalo? Ne, tako da sem rekel, mogoče bi pa bilo fajn, če bi se pa pet navadil. Ampak nisem se še odločil za ta korak, bom videl. Škaj mi povej, s to klasična muzika izobrazbo, ne? Kaj točno imaš ti narejen? Kaj to pomeni? Jaz sem magistriral na Akademiji za glasbo v Zagrebu. Ja. To je bilo leta 2007, potem sem šel se dodatno, tako se reče, izobraževati še na Akademiji za glasbo v Graz. Tam sem se specializirano ukvarjal tudi s komorno glasbo, ne. Sem prav ta program, bom rekel, obiskoval, ne. Skratka, v Ljubljani v bistvu sem še najmanj deloval kot glasbenik v študentskih letih, ne. Najprej šel sem zaradi profesorja, zelo dobrega, Walter Dešpal, ne. Sem šel zaradi njega na Akademijo v Graz. V bistvu v teh študentskih letih smo ogromno igrali. Ta zasedba, ki je bila Čelomania, mogoče kdo celo že slišal za njo, to je ansambel 12 violončel, ne. In bom rekel, so take zanimivi časi so bili, ogromno te komorne glasbe, ogromno potovanja, ne, po evropskih prestolnicah in tako naprej, ne, po raznih festivalih. Tako da bil sem noter v glasbi tam do drugega letnika akademije, potem pa se mi je čist naključno odprl še ta svet, ko me je na povabilo Saša Hribarja doletelo to, da sem padel v oddajo Radio Gaga, katere sem bil tudi kot otrok že fan, ne, in pa fan seveda v prvi vrsti Saša Hribarja. In pol sem začutil zelo hitro, da dveh stvari naenkrat 100% ne bom mogel početi. Tako da sem pol rekel, ajde dober, 50 gre glasbi, 50 gre zabavi, komediji, imitiranju. Seveda, pač potem sem normalno študiral čez teden v Zagrebu, čez vikend sem šel domov, delal v Radio Gaga, delal vdajo, takrat še televizijsko Hribar. In potem sem pa kar naenkrat se zavedel, da sem star 31 let. Ja, ok. Lega. Lepa, ja, ok, ja, kar naenkrat, ja, sej, to se nam vsem zgodilo. Enega ljubega dneva se mi je pa to zgodilo. Ampak lej, da gre samo malo premuski ostati, no, ker v bistvu prvo, zakaj violončelo? Pa veš, kako je to, kot otrok, starši, mama, po mamini strani so tudi glasbeniki, ne, tako da mama je rekla, dej, bomo pa malo v glasbeno šolo šli in ona se je odločila, oziroma predlagala seveda, ne, da bo jaz igral violončelo, enega brata imam, je šel pa potem na klarinet, ne, in sva pač tako začela oba istočasno. Potem brat je bil bolj, bom rekel, je imel večjo srečo, ker je potem v šport potegnil. Ti si pa tam ostal. Jaz sem pa vztrajal v glavi in sem rekel, to je pa to. Tako da
Se pravi, čisto naključno je prišlo do tega, ne, do izbire inštrumenta. Ne. Potem pa začneš to nižjo glasbeno šolo obiskovati, padeš v neko družbo, kjer so vsi zelo ambiciozni, malo starejši mogoče od tebe, vadijo vsi, pretegnjeni. Ne. In potem, če ti začneš vaditi, potem pa mogoče vidiš, da pa neki talenta imaš, da te stvar zanima, greš potem na gimnazijo, glasbeno gimnazijo, ne. Takrat je bila še na Vegovi. Če imaš srečo, dobiš zelo dobrega profesorja, jaz sem imel to srečo, sem dobil zelo dobrega profesorja in potem se stvar vedno bolj začne zanimati in enkrat, ko si že na gimnaziji, v bistvu je skoraj zelo malo verjetnosti, da greš potem, če si pač malo talentiran, da pa greš kaj drugega študirati, kot pa seveda glasbo. Študij je zelo lep in zelo je se zabavno, veliko se dogaja, ne. Je kul, ne, super. Koliko si pa, ki si rekel malo, ko vidiš, da imaš malo talenta, koliko si pa dober? Tako pa tebe to za nalaš vprašam, kaj ti si pol videl že, kaj greš enkrat to študirati, vidiš ljudi, ki so savanti, ne, ali whatever. Ampak kje si pol teš, ker to mene tudi pri Godlerju vedno recimo zanimalo, ne. Kaj vidiš, sta res pač znana, ne, zdaj delam te air quote, ne, ampak pač ta, bolj imitatorstvo, ampak jaz sta proper muskontarja, ne. No, jaz sem ratov zelo dober, ko sem veliko vadil. Ampak to res veliko, se pravi, govorim res o 6 ur na dan. 7 ur na dan. Ne. In to začel sem čutiti to potrebo po tem vadenju, brez tega ne gre, ne. Tam v gimnaziji in potem sem res ogromno vadil. In ko te enkrat začneš dnevno se z eno stvarjo ukvarjati 6 ur, 7 ur, kot mulc, kot otrok, ne, v bistvu hitrejši dojemaš, pa ker si še zelo brihten takrat. Ne. Potem slej ko prej rataš zelo dober, če imaš vsaj malo talenta. Jaz sem ga imel, ne. In smo potem tudi, kot mlad sem začel hoditi na tekmovanja, zmagoval, dobival prve nagrade po vseh teh raznih državnih tekmovanjih, mednarodnih tekmovanjih, tako naprej. Ampak to je pač, padeš v to, ne. Pol ti rata to in način dela, način izobraževanja in valjda ful več napreduješ, ne, če imaš v glavi, čez 2 meseca imam eno hudo veliko tekmo, moram naštudirati en cel koncert, celo sonato, 3 etide in tako naprej, ne. In potem rataš dober, potem pa, ko si dober, imaš šanso priti k dobremu profesorju, ne, a si pač v Ljubljano, greš v tujino, ne. In potem pač stvar se sama po sebi nekako poklopi. Potem v času študija je pa pol tudi spet zelo pomembno, da pa še sam res zelo razmišljaš o vsem tem, kar počneš. Ne. Ni zadosti samo profesor, ni zadosti samo študij, ni zadosti samo nasveti teh starejših oziroma strokovnjakov, profesorjev, ampak moraš še sam pri sebi malo raziskati, kaj tebi kot glasbeniku paše, tudi glede tehnike. Ne. To je pač cela znanost, kot pri vsaki stvari. Ne. Ali športa, glasba, ali ne vem, fizika, karkoli. Ne. No, vse to, pa to, kar glika si šport omenil, ne, kot primerjavo. Se ta del mene pač ful fascinira. Je zelo podobno. Ja, ne, ker ni nekaj ekstra. Zelo podobno. Ja. Sploh zdaj, v modernem času, je tekmovanje glasbenika zelo podobno tekmovanju športnika. Ne. Ja. Zelo ta miniški stil življenja, na eni točki. Ne. Absolutno. 100% moraš biti v tem in zato sem rekel na začetku. Pa sem pogruntil, da dveh stvari ne moreš 100% početi. Ne. In jaz sem potem v določenem momentu sem pač rekel, ok, zdaj malo bom spremenil ta način v življenju, ne bom skozi v glasbi, ampak bom šel tudi v ta svet zabave, komedije, radija in televizije. Ne. Tako da, ko se mi je to zgodilo, dejansko nisem več imel časa toliko vaditi, nisem imel energije več toliko vaditi, nisem imel tudi toliko koncentracije. Ne. Ja. Tako da, ali si 100% v nečem, ali pa ne, ali boš pa mogel pa potem malo plavati, ne, plut med Scilo in Karibdo. To je kaj prav, tako je, lepa. Ampak, pa še to mi povej, no, pač, ampak, a zdaj, ker si to, a veš, dosti resno, ne, pa zdaj, ker tega ne počneš več toliko, ne, a pa ti je v vesele. A veš, a imaš to, da pač jaz pa malo zašpilo doma. Pa tako čist, sam vseb. To me res zanima. Veš, se mi zdi, da ti je enkrat, če je to gimnazija, pa pol še faks, ne. Ja. A pol na koncu še kaj ostane, če se nisi pol to za šiht odločil, a veš. A imaš ta nek, a veš, rekreativno igranje, tako se temu reče. Da bi doma rekel, mater, dos mi pa paše prvi stavek betovne vesunate v Aduru, dos pa paše, ne. Ja, ne.
Pa še recimo, da grem kaj poslušati. Aha, tako, ok. Recimo dobre vrhunske violončeliste, da grem na YouTube ali še en CD si malo zavrtim. To mi pa še, ta muzika mi je všeč in zelo cenim, še vedno, te res mojstre, svetovno znane legende klasične glasbe, recimo. Ja, so to violinisti, so pianisti, violončelisti, karkoli že, pa še mi to id poslušati, ker občudujem to. Ker vem dejansko, koliko je to, da je to nek svet, da je to velika umetnost neka, ne? In da veš, kaj je človeku to dal, da noter, mislim, prepoznaš nekaj osebnega, no? Iz njegove strani. Ne? No, ampak a ti pol, recimo, kaj te ljudi poslušaš, ne? Ali pa gledaš, ne? A ti pol, a veš, to vam jaz zmeram tako, recimo pri basketu, ki ga recimo relativno dobro poznam, pa jaz nikoli nisem bil na izmu nivoju, ki bi ti recimo v Moskvi, nikoli ne smem to reči, ker to eni ljudje poslušajo, ki me poznajo, pa bom pol poslušal. Ampak, ne, škaj me zanima, ker jaz recimo, kaj basket gledam, jaz v bistvu stran od žoge gledam, pa jaz se čist druge stvari gledam, ne. Až, a kad ti to poslušaš, a imaš ta, a lahko poslušaš samo zato, da poslušaš, ali ne, ni, ne. En del koncerta grem 15krat poslušati, recimo. Pol strani koncerta ga grem 15krat poslušati in me zanima samo to. Kljub temu, da je en stavek koncerta dolg 10 minut, jaz grem poslušati samo en določen del, ker samo v tem uživam, ker sem včasih recimo to igral, ne, in vem, vem, kje so te hakle, vem, kje je to najslajše noter. Tako da nikakor ne, da bi sam tako malo poslušal, pa še zadirigiral si zraven, kaki ne. Poslušam čist najbrž iz drugega kota, kot pa ostali, ki so pač ljubitelji klasične glasbe. No, se to, ampak to je štadijo meni fascinantno, zato, ker jaz imam klasično glasbo dejansko rad. Ampak zelo tako, ko bi rekel, a že samo eno od njih ljudi, ki mu je Adagio for Strings, od Barbarja, mi je najboljša stvar v zgodovini človeštva. Ja. Ne, da ni legit, ampak tako, jaz ti meni lahko betovno razlagaš, da sem Belkimo, poznam uno iz filma, a veš. Pa sej... Ne, ampak to sem to, da te še vprašaš, zato je v bistvu fascinanten, jaz ne vem, kva ti poslušaš, ko rečeš, da greš sam en del, šta del me v bistvu ful fascinira. To v bistvu dobro, da si rekel, ker sem te hodil to vprašati, ampak, veš kaj me zanima, tako, kaj pa enega poslušaš, pa ki ni dober, ali pa ki je, a veš, ker recimo, ki je nekaj odigral, pa je bilo, a veš, da ima slab dan, a veš, kaj hočeš reči, a te stvari, jaz ne vem, kaj iščeš tam noter, to mi ni čist. Včeraj. Ampak res, včeraj sem na YouTubu sem neki brskal in sem naletel Miša Majski Dvoržak koncert iz leta 2015 v živo. Sploh nisem vedel, da to obstaja. Kaj? Miša Majski, to je največjih violončelistov v zgodovini in tudi, moram reči, pa lahko rečem, moj najljubši. Prvi CD, ki sem ga dobil, je bil njegov, ne? In sem rekel, čakaj, tega pa jaz ne poznam, da ga bom pa poslušal, ne? In igra bi se kot pes dober, ne? Vmes pa pač malo ga serije, ne? Ampak nam rekel je lega, kaj pa fuša. Jaz gledam lih to, ker vem, zakaj fali, zato ker tok not pade, ker tok riskira, ker tok igra zaradi muske, pač ruk ne mem. In meni to recimo, jaz to pozdravljam, jaz imam to rad, meni to všeč. Zato, da ni glasbenik ziheraš kot sam, da je čisto, da je perfektno. Sorry, kaj pomeni, da riskira pri violončelu? Jaz ne vem sploh, kaj sprašujem. Tako, recimo, ne vem, ima en košarki, ima do konca četrtine še 5 sekund in ne bo šel podati, ampak bo šel samo v dribli, ki na koncu zadnje stotinko položil. Pa bo falil, zato ker ga bo en purin v stran, recimo. Tako je pri glasbi. Ne mes, da bi šel sigurno v eno stvar, po trotl zihar zadevi, bo reskiral in bo pretegnil, bo emocije noter dal in ko ti enkrat emocije noter daš tudi med igranjem, greš, odplavaš. Pa je bolj pristno, načeloma. Seveda, zato me pa fascinira to. In je pa bolj riskantno. Jaz recimo sem imel vedno s tem probleme. Mene je profesor na akademiji vedno govoril, človek pa dej se ti pomer, zakaj te to ponese emocije, pa kva ti ni jasen. Zdaj ga bolj razumem, takrat ga pa nisem, takrat sem puberteti s hormonom nabit tele trapa zbil, veš, da sam da je bil forte, pa sad je šlo, sam gremo.
A pa misliš, da to tako, jaz kot analfabet, da bi karkoli tega lahko zaznal? Realno gledano. Misliš, da bi tako, če bi mi dal 2 koncerta? Če ti bi pokazal, bi. Ja, bi. Ja. Ampak ti bi mi pokazal, kaj ne gledam. Ne? To je res, ne. Ja, okay. Ampak tako se da videti. Mislim, to me samo oči med. Mislim, se vidiš človeka, ki je bolj noter, pa človeka, ki hraško igra. Dobro, meni to vse isto zgleda. Ja, ne, a pri basketu se ne vem, lahko rečemo, ne vem, kjer košarkar je, da rečemo, ta pa riskira. Ja, ok, vem, kaj mislim. Ampak kaj sem fora, kako jaz to zmeram? Jaz sem eno tako ful analogijo vam na take stvari. Ne? Ko nekaj malo bolj poznaš, pa pol veš, kako je reprezentiran. Veš, kako basket v filmih igra, v serijah, recimo. Ja. Ti se groza. Ampak jaz sem stal, da eden, ki pa z basketom nima bene veze. Ja. Pa ti slečic gleda. Ja, veš, ko če rečeš, ti pa košarka igrajo. Ti pa gledaš, kako on model tapkat ne zna. Jaz pa zmeram tako, pa se zmeram, recimo, ko se zdaj pa zdaj tega, kaj je Miša Majski gledal, da bi jaz nekaj gledal, ta pa ve, kva dela. Ne. Tudi tam, ki bi ti rekel, moj bog, kako je pa tam riskiral, pa mu ni znesel, recimo. Jaz tega ne vem, če bi lahko sploh prepoznal. Prepoznal bi, ampak dobro, pazi, to so res pač, to so nijanse. Ja, okay. Ti mal mem udaraš, se pravi, to more biti, to je človeško, ne? Ampak bi pa ti sigurno to prepoznal. Tudi, ja, ne, okay. bi. Pa koliko pa še zaigraš? Ob kakšni priložnosti zaigraš? Ajde. Mislim, jaz igram, kar se tiče violončela, na tedenski bazi, absolutno, ker v svojih nastopih vedno tudi zaigram, ne, imam pač en repertoar, rekel, cool zabavne glasbe, malo mogoče jazz, rock pa to, igram pač na nastopih, okolikrat naročnik to seveda si tudi želi, ne, tako da teh nastopov imam zdaj ogromno, tako da igram jaz. Ja, zdaj po zim ste itak vsi zasebni. Zdaj jaz veliko na čelu igram, to je prva stvar, druga stvar je, da poučujem na glasbeni šoli, ne, imam pač nekaj učencev, tako da vedno, če ti poučuješ, ga boš bolj učil lahko mladega čelista, če mu boš pokazal, kako mora igrati, kot pa sem, da mu zraven pripoveduješ, pa poješ in tako naprej. Tako da, kar se tiče tega igranja, sem jaz oziroma moram biti v formi. Moram vaditi zdaj. Ne vadim to tako kot včasih, vsako jutro pa gremo lestvice, pa gremo vse te tehnične vaje, pa je ti ne, to ne. Ampak igram pa tako, da sem v formi, ne, ker dejansko še vedno pač to moj poklic in moj kruh, ne, s tem pač živimo. Ja, ne, zato sem se vprašal, ker vem, da imaš nastav, da to je del tvojega celega akta, ne sam. No, sploh pa, ker sem imela včasih, oziroma imava še z Godlerjem predstavo, ne, v predstavi igrava pač tudi določene priredbe, se pravi znane pop skladbe postava nazaj v klasičen stil, ne, včas Mozarta, Beethovna, Lady Gaga dava v čas Mozarta, Frei Kinsler, ne boš ti meni z jezike maja dava v čas Beethovna. So to komadi, so to priredbe, ki moram isto vaditi, zato ker je pač so to zahtevne. Okay. Zelo počasi šla malo napetje v polna improvizacija, ampak eno vprašanje, ki bo full random, pa sam hočem odgovor, pa sploh ne nič razlagati. Skladatelj, unka je tvoj skladatelj, unka ga rečeš, pištola na glavo, tile na ta, če mogo enega modela povedati, koga rečeš? Strelj me. Ne res, enega moraš reči. Sploh nočem to vprašanje, hočem, da brez konteksta obstaja, razumeš? Kaj je unka, ga ti rečeš? Sploh ne kjero delo njegovo, ampak tako, da bi mogel enega reči, ta je pa meni najljubši, meni najboljši, kakorkoli obrneš. Kjer ga bi rekel? Kjer bi rekel? Brahms. No ja, Brahms. Le sploh ne bo, klej gremo zdaj kar naprej. To sem hotel, da obstaja to vprašanje in zdaj gremo naprej. Ok, sem to kdaj. Če kaj sem rekel Brahms? Ja. Sem mislil Čajkovski. Brahms je zadnji odgovor. Ej, pa ta petje zdaj, ne? Naprej greja na improvizacijo. Kako pa, kaj pa petje? Veš kaj, to sem te, zdaj, ta zadnja stvar, to smo se mi da celo že enkrat pogovarjali, ko smo se srečali za Svetlano, ne? Ja. Za Svetlano, ne? Ampak, ker to je bila ta neka stvar, ki sem jaz tebe v bistvu prvič zares videl, mislim, pet, ne? Ja. Res pet, ne, a veš, kako hočem reči? Absolutno. Kako si se pa kle znajdel? Ker meni se zdi, jaz imam tako do petja, jaz nek tak čuden respekt, zaradi tega, ker, veš, če inštrument igraš, si ti lepo povedal. Vadiš, forma, vemo, kaj delamo. Ne? Tudi recimo improvizacija ali pa tak nastop kot tak je neka, se mi zdi, nekaj upremljivega je tam, na kar lahko malo drilaš, pa malo zvadaš. Ne? Ta petje, ne? Se mi pa zdi, se da zdrilati. Ne? Ampak se mi zdi, od vseh teh umetniških udejstvovanj, se mi zdi, da kle gre pa največ lahko narobe.
Ali ne? Ja. Pa ti zdaj res imaš nogo pri vseh treh, in pri muski, ne, in pri nekem nastopanju, ne, pa še ta petje. Ta petje je res ta naravni inštrument, ki je ful odvisno, kako imaš ti ta inštrument od začetka že postavljen. Jaz se mi zdi, da imam naravno postavljen ta inštrument kar dober. Ja, okay, fair enough, Ja, fair enough, okay. kar dober. Zato, ker če ga ne bi imel dober postavljenega, jaz nimam nobene pevske tehnike. Nič od niča. Ampak imam tok nekako postavljen, da znam odglumiti, da znam zblefirati in da nekaj zveni, da rečeš, pa se to, čakaj malo, se ta pa zna pet, pa ne znam. Ja. Jaz bi se mogel naprej tehniko poštimati, ker je nimam, ker prva stvar, ki ne valja pri meni, da pojem z grla. Ne. Ni prepone v igri sploh. Grlo. Ampak, kaj pa kle pridnost pri meni? Če poješ iz grla, glede imitiranja, je pa ful lažji. S prepono imaš dejansko na prepono se moraš upreti, ampak imitacije same izhajajo pa iz grla. Ne? Ja. Ni kle prepone, kle glasilke grl, ta ustna votlina in to. Ne? In kar se tiče teh pevskih imitacij, mogoče sem jaz imel celo prednost, ker nisem imel izoblikovane neke tehnike, nisem imel izoblikovanega glasu kot pevc. In kle, bom rekel, sem imel glede imitatorstva malo prednosti. Ne. Ja, se pa glih toliko posluha je zraven, ne? Posluh pa zelo dober, ne posluh pa boljši, kot mrski pevc. Valjda, ja. Se to, ja. Ker godalci sami po sebi, ne, ljudje, ki igramo godala, imamo najboljši posluh. Ne. Ker godalo res, moraš biti pa res, to je pa res precizno glede intonacije. Ne. To so zato, ker je milimetri. Je struna in upaš na najboljši. Pri kitari so pričke, godala pa je pa res zelo stvar delikatna. Ne? In kle posluh imam zelo dober in kle sem nekako skozi. Ta najboljše iz obojega v bistvu uspelo. Ja. Tako sem si jaz to nekako nisem vedel, ne bi znal to tako povedati, ampak tako nekako sem si jaz to predstavljal. Ne vem zakaj. Baš kaj mi še bolj povej, ki si rekel godalo pa violončelo, recimo. Ampak kar se hardvera kletiče, koliko je to res koliko je razlike pri ta dobrih, a veš, violončelih. Pusti, da je to, kar lahko kupiš, ne vem, kar v supermarketu, pa lej, kleviš instrument. Jaz govorim, kad daš denar, ki je to neka, a veš, koliko je tam razlike? Veliko. Je tudi v high-endu je, lahko rečeš, ta je pa ok, to je pa vrhunsko, recimo. Ja. Ni tako, da na eni točki se to neha, recimo. Ne. A ja, ne? Mislim, neha se na točki par milijonov. Ok, pusti, da je te pa Stravinski, pa je Jaz govorim, če greš v neko glasbeno štacuno, kjer jih imajo 17 na voljo, ta spodnjih 8 je za rajo. Veš, kako je pri tej stvari. Ne? Najprej zdaj, kaj hočeš kupiti. Jaz, ko sem se odločil za nakup violončela, sem pač vedel, toliko denarja imam, se govorimo seveda o par 10.000 evrov. Ne? Ja. To je meni, je. Pa ne da bi karkoli slabega mislil, ampak jaz ne razumem, ker je les. Jaz sem zelo tako, veš, za te telefone, pa računalnike in tam nekako lahko ovrednot, se to už povedal, sorry, kad te se prekinjam, no, sem to bi res rad rekel. Klepa zelo sem to, ne razumem, kaj pa unke je 25, pa unke je 30, kaj se tam not zgodi? No, tle isto od zadnje cela znanost, inštrument, ki je narejen, so pač ročno narejeni inštrumenti in vsak, ki ima vrednost, zdaj, eno je star inštrument, eno je nov inštrument. Danes je vse toliko napredlo, da tudi novi inštrumenti za recimo bistveno manjši denar, kot so te stari inštrumenti, zveni lahko boljš. Zdaj, kaj na dolgi rok? To pomeni, okay. To pomeni, ne vem. Ampak te stari inštrumenti pa imajo tudi neko vrednost, neko muzejsko vrednost, ker so stari. Ne? Moj inštrument recimo je star čez 100 let. What? Ja, in to je neka vrednost. Se pravi, naredil ga je Butot, francoski mojster. Kaj čez 100 let? Kaj to pomeni? Je pred 100 leti bil ta inštrument narejen. Ne? In pol, kako je kva? Ne sploh ne razumem. Čakaj, sem čist malo si izlomil možgane. Zato, ker ne razumem čist. Ampak, daj povej. Ne vem, sploh ne vem, kaj hočem vprašati. Ja. Mislim, pač ta obrt je seveda stara. Ne? Ja, to razumem, ampak... Več 100 let, ampak potem ta inštrument je bil narejen in jaz sem ga recimo kupil, šel sem v Lozano, v Švico, v zelo znan atelje,
atelje oziroma pač prodajalno inštrumentov, Gerber, mislim, da se reče. In to je en velik trgovec z godali, znan, svetovno znan. In on je imel pač vse te inštrumente. Recimo, kako izgleda, ko sem jaz prišel ta inštrument kupiti. Šel sem s profesorem iz gimnazije, sva šla kupiti, on se zelo spozna tudi na inštrumente. Igor Mitrović, in sva šla v Lozano. Prej sva se najavila, da bo prišla kupiti inštrument, in sva prišla tja, on je rekel za koliko, sva pa rekla za tok, rekel v redu. Izvolite tamle, se usest, in on nam je prinesel 15 inštrumentov. Skratka, teh vseh 15 inštrumentov je že to je vrednost taka. In pa no pressure tam, kaj igraš. In potem sem videla probavala te inštrumente. In kaj je bilo najbolj zabavno, je bilo, da sem videla probavala teh 15 inštrumentov, tu bi probavala sva 3, 4, 5, 6 ur, In na koncu sva rekla, za ta denar ni nič, kar bi midva kupila, in sva njemu to rekla. Ne, to ni nič. Pa je pa rekel, se rekla, nič, pa greva dam, za to sem prišla v Lozano. Pa on rekel, sam sekunda sem se pa zdaj spomnil, da vam pa še enega sem ga pa včeraj domov. To sem pa kar zdaj skar salesman. Kaj, prvo te testiral, če sploh veš, kaj delaš, realno. Mislim, ne, prvo te testiral, če sploh prodane, na hiter. Res, v Švici, svetovno znani. Mislim, po svojem je všeč, da tudi v tem svetu to obstaja. Ampak da ti povem, kaj se posod, to je samo to. In pol prenese ta inštrument. In sem pač zaigral sem 2 tona, sem rekel, hvala lepa, vzamem, kupam. To je bilo. Takoj začutiš. Pa kaj? Jaz res... Ton, kvaliteta tona, kako se ti počutiš z inštrumentom, to je pač ta občutek. To je isto, kakor bi se sprašvala, pa kje je razlika, da se pri avtih, začutiš, ko se ti usedeš v Fiat Punto, ali pa ko se ti usedeš v Mercedes, začutiš, kaj je razlika? Povsod, volan je razlika, sklopka, vse je razlika, vse je, občutek sam, in isto je pri inštrumentu. Tako da še zaključim, da nam bo zdaj zvenel, kada je ta trgovec, potem on mi to, seveda sem pol to kupil, pa sem mu še rekel, daj mi še en log dober. Pa kaj vedel, koliko ure mi je dal še en log dober. In potem zelo dobro sem jaz to kupil, tako jaz sem imel ful veliko srečo. Na kupu inštrumentov moraš imeti ful veliko srečo, in jaz sem imel. In jaz sem tako vesel, da dejansko sem za to vsoto, ki sem kupil dober. In Kle sem jaz, mislim, vsakmu glasbeniku, ki me je pol sprašval, kje bi inštrument kupil, sem vsakmu priporočal ta atelje. Da to pa 15 ignoriraš. Ja, ampak kle je dober, kle je roba, ampak to se pravi, potem, kot si sprašal, zdaj kam lahko greš, potem pa če greš višji, se pravi, nad 100,000, 200,000, to so že bolane cene in tudi redko kdo si to lahko prvoši, razen če nekdo iz sponzorti, pa ti kupi ta inštrument, Kle so pa potem, se pravim, star les in vse te nijanse, mojster, ki ga je naredil, res, mislim, to je umetnija, to je kakor slika, kakor isto, podobno. To mi je, mislim, noro mi je, da je 100 let, jaz sem mislil, da ško nekaj rekel, 100 se mi veliko se mi mislim, ker to res ni malo. Je generacije ljudi, ki so živeli in umrli. Ampak danes, recimo, te goslarji moderni so res tako dobri, da ti naredi on kopijo, to dela, da on s kopijo Stradivarja ti naredi. In ti naredi isti inštrument, ki je od Stradivarja. Ker ta tehnika to prej. In dejansko tudi zveni kot Stradivari. Ampak so pa potem spet neke nijanse, ko pa rečeš, ponaredek je. Sem pa enkrat imel priložnost prav tega Majskega, ki smo ga prej omenila, Miša Majski. On igra pa, mislim, da na Montagnano inštrument, pač mojster, to je pač rang Stradivari in tako naprej, in sem čutil ta inštrument od blizu. In smo, zanimivo, igrali smo v majhni sobi, učilnica, mislim, majhna soba, pač na akademiji smo vadili. Je inštrument zvenel, inštrument za par milijonov, vreden par milijonov, je zvenel kot kanta, zendrek. Sem rekel, ne me hecati, smo mi prišli pa v veliko dvorano, kjer je tavžen zicov, sem šel v zadnjo vrsto,
velike dvorane ga poslušati in on je čist pijano neki vadil. Vsaka nota se je razločno slišala v zadnjo vrsto dvorane. Če bi jaz s svojim inštrumentom prišel, se v zadnjo vrsto sploh ne bi slišali, nisem šumel. Ne bilo šans. Ja, pri njemu se je pa slišal, to pa bil na ozvočenju. Pa ni bil. Ne. To je pač les, ne, ki tako dobro rezonira in tako dobro proizvaja zvok, ne, tako čistost. Kako tega pa ne vem. Mene že to fascinira. Mislim, že to, kar si rekel, da moraš imeti srečo, kako kupaš. Pa se po svoje šteka, ampak v meni to, da take stvari so meni fascinantne, kamkoli nisem. Se so fascinantne. Polka greš v te, ki je procent drugač, pa je drugač, pa veš, ne, ampak to moraš res stvar toliko biti poznati. Ampak to, take stvari me najbolj zanimajo, no? Po pravici povedano. Tako da, a ima ime tvoj? Ime, da sem jaz dal ime. Ne. Tako iz respekta do unega modela ali pač ne. Nikoli tudi ne poznam, da bi kdo dal ime svojim. Kako ne? Ne vem. Res, okej. Ne, to se mi je zdaj tak nek... Max. Ne, se fair enough, ne vem, zakaj sem to pravil. Tako se mi zdi, ker je dost, kako bi človek rekel, dost, pač samo taje. Veš, kaj mislim, v smislu, ta je res tvoj, pa tam, pa, a ne. Kako je? Še eno random, prezident, sorry, se da ful temo, ampak to mene ful zanima. Kako pa polkega okol nosiš, mislim, kakšen stres je? Pa noča, pač greš in si se navadil, ker... Pa neč, pač... Veš to, kaj tiska, greš daj dvigen, pa moraš enemu vrniti 200 evrov, pa nekaj, veš, pa za rojsten dan se skrb nabera, veš, pa ti vsi dajo 100 evrov, ali pa nekaj, pa okol hodeš, pa imaš Jurija v žepu, pa mislim, že to vsak gleda z nožem. Ni tako. Ni tak feeling, okay, mislim, fajn je, da ga imam zaščitenega v škatli, karbonski škatli, ne, to so najlažje škatle, so ne karbonske. Tako da ga imam v škatli, je to. Okay. Nimam pa nič občutka, zato ker se noben, razumeš, folk tudi... Če človek te vzame ta inštrument, njemu ne bo nič pomagal, zato ker on ga ne bo mogel prodati, ne bo ga znal prodati in tudi noben ga ne bo kar od enega kupil. To je ta zadnja, ampak to je res. To je pa res, ta zadnja je, da bom jaz kupil inštrument od nekoga, pač ki ga ne poznam. Ni, na eBayu oglas. Ni variante. Veš, to pa nisem. Okay. Mislim, šteka, če kupaš inštrument za velik denar, ga kupaš z računom, s certifikatom in tako naprej. Ni to tako, jaz te malo, ti už da pomeni inštrument. Ne. Okay. To je tudi zadeva, ki se kontrolira. Tako da taki bi inštrument vzel, ne bi imel nič od tega. Nič nima tega. Ne, čist nič. Okay. Ok, to pa ni, jaz me pa kar malo, lepa. To je take stvari, ampak mi je tako fulno. Mislim, jaz v bistvu, meni so pač godala, meni je to najlepše poslušati. Ne. Ja, se je. Jaz ne vem, zakaj. Meni je v bistvu bolj, če so sam godala, kot če je karkoli zraven. Mogoče, če klavir še v leti ajde, še nekako preživim. Ampak tako, zaradi tega mi je to dosti fascinanten, ker jaz sem pa tok anti. Meni so sam rekli, ti mu klavir igrati, imaš dolge prste. Sem tudi 2 metra, tako to nič ne šteje. Začelo bi imaš dobre prste. Zakaj pa to pomeni? Ker tudi pač... Ja, ne, za violončelo, oziroma violončelist, je fajn, da ima dolge prste pa suhe, tako kot imaš ti. Ja, to je cool, ja. A res, ok? Bom začel, ne bom. Probe, pač dobro se sliši. Ok, zdaj pa moramo malo še na imitatorstvo, ne? Pa to. Zdaj, eno stvar, pa nam te to sprašal, ker to je tako non-stop, ker sem bral in od tebe in od vseh okoli gaga, kako skinete človeka, pa to ne. Ta del me v bistvu ne zanima ni toliko, ne. Ampak škaj pa me. A ti sebe, ko nekoga imitiraš, a ne, ker se poslušaš ali pa ker ga vadaš, a ne. V bistvu me ta bolj obrt tega me zanima, a ne. Kako to korigiraš? A že hoče reči, ker ti ok, zdaj bom pa ne vem, en lik probu skinta, ne? Veš, kako prideš do tega, ker rečeš, ok, zdaj sem pa kle not toliko komod, da zdaj pa lahko me hribar neki, a veš, mi kaže stvari, ampak govoril, pa nam vase padel nazaj. Veš, koliko cajta ta del traja? To meni. Jaz imitacije ne vadam. Sploh? Ne. Jezus. Ne. Zdaj se kar slabo počutam, povej. Pride moment, ko začutam, kam moram dati glas, ampak to še nič ne pomeni. To pustim, potem lahko to zori pol leta, pa se s tem sploh ne ukvarjam. Sam vem, ok, kle pa vem, kako moram narediti, ampak se s tem ne ukvarjam. Potem pa, ko vidim pa tega, ki ga imitiram, v eni situaciji bom rekel, v kateri je on zelo, zelo naraven, tako kot je,
takrat pa začutim njegov karakter in takrat je imitacija končana. Ampak potem ti v bistvu greš res na posluh. Ja, mislim, to je res čist. Prav. Nikoli se meni zgolj, da bi jaz bil pred ogledalom pa vadil imitacijo. Se kot bizgec počutil, če to počel. Nikoli nisem. Mislim, še vsak lik, ki sem ga naredil, ki je pač ogromno zdaj ne že. V vsem tem cajtu so prišli čist spontano. In včasih se zgodi, da pride v parih sekundah, ki pa pogruntam res njegov karakter, potem pa vem, kako razmišlja, zakaj se tako obnaša in pol zapopadeš lik in potem je šele imitacija uporabna. Dokler pa tega nimaš, govoriš pa lahko pač tiste neke fraze, ki si jih že slišal ali pa imitiraš lik, ki ga je že nekdo drug imitiral. Ne? Ampak ja, to vsi vi rečete, ne? Ponašaš lik, ki ga je nekdo drug. Delaš imitacije. Ja, tega je malo preveč, načeloma. Tega je ogromno. Ja, vic maharji pa to, ne. Pač, ker ni dosti, da rečeš nje, a ne, pa si Jankovič. Seveda, ogromno jih imitira Janšo, Jankoviča, ki so najbolj izraziti, ne, ampak miselno poštekati ta lik je pa težji. Zdaj, nekdo, ki bo delal imitacije, pač je lahko tudi potem zelo znan, je lahko zelo dober, lahko tudi duhovit do neke mere, je lahko, ampak še vedno najbolj Jankoviča imitira, če ga poslušaš pol ure, je še vedno Jure Mastnak, recimo. Zato, ker ga je poštekal, ker je on razkril, kakšen karakter je on. Ne. Ali pa Janšo, ne. Janša Šarc je fenomenalno Janša imitiral. Ne. On še vedno je to najboljši Janša, ker je on začutil ta karakter. Ja. To je pri imitaciji nekaj. Jaz mislim, da to se čuti, ker ti to poslušaš. Se mi zdi, tako bom rekel, oboje je lahko smešen, če je ta pravi moment pa to, ampak mislim, da se čuti koliko bolj površinsko je tiske imitacije, pa se gre sam na fraze. Recimo. Pa tudi po drugi strani, ena imitacija, ki je zelo dobra, bo ljudje za njo zveli zelo hiter in ljudje se navadijo. Jankovič je od Mastnaka, jaz sem se navadil njegovega Jankoviča in ne more noben drug biti, ko mu rekel, ta je pa tudi dober. Tiste deleč najbolj. In jaz mislim, da to je res najbolj pomembno, da ti zaštekaš miselnost tega človeka, ko gre na skretca v srd, ko gre preden zaspi, kva bo rekel, ko si kuha pašto v kuhinji in tako naprej. V takih situacijah, oziroma v tako situacijo ga moraš postaviti in kle se moraš ti dobro počutiti. Jankovič, ki šrafa avto. Ne Jankovič, ki je na magistratu, pa ki ima izjavo za javnost, pusto. Kle ni karakterja, kle je on narejen. Ampak pol ti, ampak to me v bistvu, ta del me, ampak pol ti v bistvu zaradi posluha, lahko to držiš, lahko držiš glas tam, ki hočeš, da je, ali ne. A veš, kaj hočeš? Ker mene ta del fascinira, kot si rekel, recimo Jankovič, ki šraufa avto, a veš, da ti tam noter ostaneš Jankovič, a veš, res rabaš vedeti, kva hočeš, da se bo slišala, To je res, ampak to je isto povezano s tem, da ti štekaš njegov karakter. Jaz recimo se spomnim pri Ruplu, zelo zanimiva zadeva. Jaz tudi nikoli ne spremljam kakšnega lika ful, da bi ga skozi spremljal pa gledal. Pa tako. A res? Što mi je pa? Okay. In se mi je zgodil, da Rupla, recimo nekaj časa sem naletel na ga, malo sem gledal, in pa sem ga pustil in sem jaz sam ga oblikoval, sam. Štekal sem že kako razmišljal in sem ga oblikoval in potem sem čez nekaj časa pogruntal, da v bistvu jaz isto uporabljam iste recimo medmete ali pa iste zveze, iste besede uporabljam, kot dejansko jih on govori, pa sploh nisem vedel, da jih govori. Jaz nisem vedel, da rupa lejte, p. Jaz sem slišal sem, da reče p, ampak ta lejte, sem pa sam začel samo od sebe nekako govoriti, lejte. In ni to, da bi rekel, da sem ga gledal in sem analiziral in si pisal, lejte je rekel, tam je rekel, poslušajte. Okay. Nisem tega nikoli počinil. To mi je pa, to pa nisem, ampak jaz sorry, ker se ful vračam k temu, ampak jaz mislim, da posluh je
eden od glavnih temeljev, kakorkoli obrneš. Pa psihološko moraš znati zahaklati. Človeka ga moraš malo prebrati. Ga moraš... Ampak to se počasi odpira, ne? To pa vedno lažje. Ne? Mislim, meni zdaj, ko imaš enkrat 36 likov, potem naslednjega ti bo malo lažje, ker veš kje ga moraš loviti. Ne? Štekam, ok. To mi je pa, to pa fair enough, to pa ne bi pomislil. Ne? Jaz sem mislil, da je bolj, nekako sem imel to predstavo zmerno v glavi, veš, da ti v bistvu začneš z frazo, ne ti, kdorkoli, ki zares imitira, veš, da v bistvu bolj začneš na teh Jankovič na tiskovki, pa ti neki cajta, pa ti stok znaš, da lahko ven stopaš. Jaz ne, nekateri... ok, vse fair enough, si tebe. Recimo Gorenak, ki sem ga imel že dolgo na lagarju, ampak sam tisti njegovo barvo glasu in tako naprej, ga nisem nikoli imitiral, pa sem pa enkrat en srov material gledal, ko je pa on razlagal eni novinarki, kako on ima Twitter, kako ima on Facebook in vse in je razlagal. In tam je on bil to, kar je. In sem jaz tistega materijala pogledal, tam je pol urce sigurno, in on to nije razlagal. Pač oni so naredili vsega prispevk dolg, ne vem, minutko, ne. Ampak jaz sem si cel tisti material pogledal in mi je bil ful zanimiv, ne. In šele takrat potem sem rekel, pa čakaj, pa se ta človek kako on razmišlja? Zdaj ne bo jaz, pogledajte, to je Facebook, ne, in tukaj sta 2 lajka, zdaj vprašanje je samo, kako dobiti še 3. lajk. To je Gorenak. Ne ga zanima, če ima 2 lajka, bi rad še 3. bil. In jaz se to poštekal, to je pa on. In zdaj pa lahko govorim kot Gorenak, lahko govorim 3 ure, če češ. To je meni bolano, ok, fair. Ne, super, ampak meni je to izvan pameti. Lahko govorim 3 ure in se lahko pogovarjam v njegovem liku, ali pa v liku Rupla, ali pa kakorkoli, ne. Lahko govorim 3 ure in mi ne bo zmanjkalo. Jaz nisem pomislil, da lahko do tega tudi tako prideš, da pač poštekaš, pa zato, ker imaš posluh, lahko glas naštelaš, ne? Ampak da je ta psihološka, da ti je to lahko temelj za suverenost, da naš vam pado. Veš, to jaz sem zmerno mislil, da je več drila, pa lupaš na najboljš. Ok, pri tebi, sej pravim. Začutiš ga, kaj enkrat začutiš, mu zlezeš pod kožo in te ne more tam ben ven rukati. To je pa noro. Če te pa en hoče ven rukati, ga začneš pa napizdevati, zakaj hoče ven. Poslušajte, a vi razumete, da jaz nisem Gorenak, jaz sem Dylan, zakaj si dovolite sploh to, zakaj niste usmiljeni do mene do mere, da bi boste rekli, pa ne se fant nekako sprošča v teh smerih. Ne, vi ste... Ok. To mi je pa, ok, se mogoče je pa zato pol toliko bolj pristan, ne, ker res od noter prehaja, realno gledam, ne. To pa ne bi pomislil, lajfo, ne. Pri meni je tako, no. Ja, ok. No, daj, pa še ta zadnji, ta špuna tvoja, bolj kar se čist komedije tiče, ne? Pa nama zdaj pač predstavi kot taki, ne? Ampak me bolj, kaj si pa pol ti gledal kot mulj, pa absorbiral, me bolj skoraj tujina zanima, ker pri nas skoraj, veš, gledam to, da si na... Pri nas, veš, jaz sem pa iz tega. No, sej, jaz glih to hočem reči, jaz imam bolj feeling, da si ti, tako kot si prej rekel, Radio Gaga, ne, pa vse te zadeve, ampak me pa zanima, kaj je od odzuni tudi do tebe prišlo, da si se najdel v nečem, kar ni bilo pri nas. V osnovni šoli, moja generacija smo bili fani Jima Carreya, absolutno, to so bili tisti časi, ko Maska iz Ventura in Butec, pač to je to, ostalo pri 7 letih, ali koliko, Agropop. Ja. Okay. Agropop. To je prva referenca. To je prva stvar. Rekel človek je pa violončelo igra 15 let, ampak ga je stari, zato se s Klinarjem pogovarjal, pa sem rekel, ja, pa sem fan bil Agropop, sem kot mulce to že poslušal, pa je rekel, se to zanimivo poslušati, ne, takrat dejansko se pa neki ratali s teh generacij, kot so nas poslušali, saj niste vsi zavoženi, ne. Ne, ampak jaz sem pri njih videl, kako so se oni dobro zajebali, to mi je blazno všeč, pač to je bila tu zajebance, je bil humor, ne, ta stil, ki so ga oni imeli. Tako da to, jaz sem bil velik fan, večinoma sem gledal slovensko televizijo, no, in tudi, veš, nisem živel, ne vem, per avstrijski meji, kjer sem bil pač avstrijske programe. Še kakšen drug ORF. Ja, Godler je bil že v Brežicah, tebi je bil že hrvatska televizija, v Primorci pa italijansk, ne, tako jaz sem bil pa lih tam v sredini, ne.
televizija Slovenija, poglej za Denis, to je na ur, pa teater Paradižnik je štartil, pa pravi biznis. In tako naprej. Ne? Se spomniš teh stvari? Se spomnim. Teater je bil tak presežek, takrat, da je to kičast. To je noro. Še zdaj grem na YouTube pa gledam tiste stvari. Škoda, ki jih ni več. Ampak tisti je bilo. Mislim, jaz sem bil tak fan Hinkota, ko ga je Gojc igral, mislim, sem bil blesel na te like. Sem prvič, enkrat sem z Gojcem, pol že pred leti, sem enkrat skup nastopala. Sem bil že furan, ta gaga pa tako. In pred mene je bilo, tu sem rekel, Gojce, ja, tloh neki pojem. Rekel, ja, kar pa jaz, rekel, da stari se tak fan bil Hinkot. Ok. To je litko, kot tam meni se razlagal, ne vem. Jaz sem pa tak fan tvojega Rupla. Ja, v redu se vesele, da to razlagaš. Ampak, veš, mi smo imeli na vsake tok cajta, na vsake tok cajta je neki čez pogledati, ok, jaz to gledam. Preredko in po nobeni neki resni logiki, sistematski ozadji. Ampak na vsake tok cajta je neki čez pogledati. Teater je definitivno bil ena od teh stvari. Teater je bil tako nekaj, ki si hotel gledati. Res hotel gledati. Ne, si gledal, pa je bilo dobro, ampak tako hotel zgledati. Ja, pa čakali smo. Ja, točno to je. To je stvar, ki smo jo čakali. Cela družina smo se vseli, v soboto zvečer je bilo to, če se ne motim. Ja, mislim, ali pa soboto. Mislim, da je soboto zvečer in smo se z družina se vseli na kavč in smo gledali in smo se vsi ražali. Od očeta pa do mene najmlajšega člana družine smo vsi scali od smeha. Ker je bilo smešno. Ne, ti si dejansko... Ampak to, da Jima Carreya reče, jaz sem tudi ta generacija. On je bil preveč nam je bil, se mi zdi. Mislim, sploh butec in butec. Mislim, da je to, se ne vem, jaz nisem toliko načiten v teh stvari, pa ne vem točno po letih, ampak je bila to, kvaj on prvo delal? Mislim, da Ventura je bil prej. Da je bil Ace Ventura. Kaj pa Maska? To je bilo pa kasneje. Ja, pri Maski mislim, da je bil on že... se je že vedel, da je to Jim Carrey. Ne, on je bil car, pa čak je stala, pa malo je treba. Dobro, Mr. Bean. Sam 13 jih je bilo narejenih. Ja? To je meni noro. Mislim, da jih je 13, unih to originalen, ja, jih je tok malo. Ampak tiste je bil tudi voda v peklu. To je bilo meni ponujeno. Drugače sem pa jaz otrok narave. Hoste, gozdovi, travniki, fuzbal, za košarko sem bil malo mehen, indijanci, kavbojci, vojaki in tako naprej, skrivališča, pav, puf, vrtu. Najboljši je pil je najboljši. No, da pa mi pa sam še zdaj povej, kar se pač tako tvojih nastopov tiče, a ne? A ti je bil tako pol, veš, kaj si ti to sestavljal, pa zdaj kaj naročniki hočejo, tako kot sem prej rekel, ampak ta del me bolj zanima, a pa imaš si imel nek plan, da boš vse te stvari not povezal v nastop? A veš v smislu, bomo imeli malo muske, bomo imeli malo imitacije, bomo imeli malo tako straight humorja kot tazga, a ne? Kar se tiče imitacije, sem imel veliko srečo, ker smo mi že zelo na začetku, ko sem jaz padel v ekipo imitatorjev, smo začeli s predstavo Radio Gaga. In kle smo v bistvu s Sašotom že takrat postavili vse te like v neko zgodbo, v predstavi. In z te zgodbe sem jaz tudi sam oziroma videl sem, na kakšen način moram si izoblikovati svoj nastop z imitacijami. Tako da kle imam jaz že več kot 10 let nek mušter, nek osnutek, ki ga pa seveda pač skozi spreminjam, stvar mora biti tudi vedno aktualna in tako naprej. To je najbolj, bom rekel, to ljudje najbolj pozdravljajo. Tako da, to je ena stvar. Zdaj drugo so pevske točke, ki so vzete ven iz mojih nastopov iz Naga obraza. In pa potem ta glasbeni humor oziroma združitev humorja in pa glasbe, to so pa z Juretom pred leti začela, se pravi kot tandem Godard, sva pa začela se s tem ukvarjati. Je pa to, bom rekel, način humor kot mogoče malo že za cajtom, se pravi Viktor Borge in to so te virtuozi. Pa kaj reče za cajtom, veš kaj mene? Ljudje več nimajo. A ni stika, nimajo. Ni več za to narejen, da niso več odprti za te
okuse za te vonjave, ni jim to. A misliš, da je to že tako omaknem? So nekateri, ki to obožujejo in jim je to dogaja na polno. Ogromno masa pa se mi zdi generalno, da nima več posluha za to. Nima. Res? Odvadili so se, ni jim to več blizu. No. Ni jim blizu. Mislim, kaj je, meni je to še zmeraj, sploh, kaj sem vadil, videl, meni je to še zmeraj. Mene že tako, že tehnično mi je impresivno, meni je že to dost, če je še smešen, je tako, se mi zdi, kaj je ekstra bonus, veš kaj mislim, ker je že tako, se mi zdi zajeban za rest, po svoje. Ampak se mi zdi, da danes ljudje, a veš, kakšne zadeve, greš gledati kakšno predstavo, gledaš oddajo, gledaš nek nastop, pri nekaterih moraš biti zelo skoncentriran. Jaz mislim, generalno ljudje ne želijo biti in nočejo biti, ne znajo biti, ne morejo biti več sploh tako skoncentrirani. Zaradi, ne vem, ali toliko napetega življenja, ker je toliko enega dela, ker je toliko enih informacij, dejansko je malo bolj zbegano, kot se mi zdi pred leti. In ljudje, se mi zdi, da jim manjka koncentracije in čim bi ti rad neki... Malo več. Ja, je to že preveč. Ne, mi bi radi samo malo sedeli, malo se rad smejali, pa vmes bi en pers pil, pa en čips pojedel, pa en sendvič. Ja. Jaz mislim, da je malo tudi tono. Dobro, samo tukaj itak govoriš, veš, jaz si pa upam reči, se tako, kaj si prej rekel, da če vidva, recimo, en Godard naredila tak, sam to, pa naredila 3/4 ure, da bi se tudi za to od publika najdela, ki pa ne vljam kol toliko velika, kakor jo lahko dosežeš s to ostalimi stvarmi. Seveda. Pač ne, to je pa, ok, tukaj se počne strinjam. Sam tako hoče reči, veš, meni se mi zdi, čim je ta muzika, pa mogoče to sami svojih oči gledam, ne vem, da nam to zdaj na publiku kar sliko, nekaj tako pameten nisem, ampak tako, ta tehnična dovršenost, ki je notara, veš, se mi zdi, da to se še zmeraj nekako ceni. To sem hotel lihto reči zdaj, da je pa res, jaz recimo, ko imam svoj nastop, imitacije, govorne, pevske, zagram komad, ki je navaden isto načelo, ki je navežban, ki ga imam v mazincu noter, ljudje to cenijo. Ljudje me to všeč in reče, ta se pa sam ne zajba, ta znam pa tudi zašpilati. Pač valjda ne utrujam z nobeno klasiko, folku, nisem ampak cenijo to. Cenijo. Zato, ker znaš, ker znaš. Ker dejansko je to stvar, ki jo najbolj znam. Ker sem največ cajta dal noter, ker sem delal s svetovnimi strokovnjaki in pač to stvar obvladam. Ja, valjda, Se sklepam, da to čez pride, ne moreš skriti po svoje. Pa se to je ful dobro, ampak meni je v bistvu vse zaradi tega, zdaj, ki so šla čez vse, špure tvoje, zaradi tega meni to v bistvu fascinantno, ker jaz sem tebe itak prvo videl sam kot imitator, jaz pa nisem vedel cel ta background, kar se muzike tiče, še lepo kasneje izvedel. Zaradi tega mi je to, ki mi je fajn, da se to združ. Ko recimo, ki je nekako pri pižamcu, te knjige njegove, veš, jaz imam rad, da je neka špura, veš, da ti pa z musko, veš, tako, meni je to, se mi zdi, da je neka dodana vrednost, ki ni sam hello, se mi zdi, da to je neka, pa se je, tako, bolj gostoja vse skrbno, karkoli pol narediš, realno gledam, tudi, ko imitiraš, če se malo lahko nasloniš še na ti, se mi zdi, da je takoj 20% bolj gosto, veš, ko nek bolj žmohten izpade, Okay. Zdaj gre pa na ta zadnji del tega pogovora, kjer ti poveš meni tvojo prvo strojno opremo, računalnik in telefon. Kar sem prvič? Ne, kar imaš. Mobitel imam ta iPhone 6. Okay. Ali 6S, ne vem, jaz mislim, da imam 6. To je ta, ali 6S že zunaj. Ja, zdaj že 7. Aha, sorry. Pa sem se izdal, da pojma. Ne, mislim, da imam to 6, tak tanek je. Ja, vsi so isti. To je 6, ja. Imam 6. Tanek je. To je ta, ki ravno imate, zelenje. No, še zelen. Okay. Sorry. Kaj pa komp, pa tablica, imaš kaj? Komp imam pa Apple, Proja. MacBook Pro, 15 inčev. 15. Okay. Še kaj od 15 večji? Ne, včasih je bila 17. Čak 15, 13, pa 10 ali koliko je? Ja, 11 je v bistvu. Pa se bojim, da imam 13. 13, to je v redu. 13 imam. MacBook Pro glavno. Ja, okay. Kaj pa tablica kašna? Ne. Nič? Ne. Kindle? Ne. Tudi ne? Ne, čak, kva imam pa še? Slušalke imam. Beats, tiste... Beats? Ja, dvoje.
Čakaj, ne se bomo ostavili. Ene sem celo Godlerju dal, ta stare še. Čakaj, ampak zakaj pa a ti niso preveč basa? No, ne, cool sem. Res so ti A pa si poslušam elektroniko, full. A res? Ja, me je to the best. Pa za klasiko ne moreš bice uporabljati. Za klasiko pa res, ja, to pa ne. A ja, okej, zdaj si pa sva v redu. Ne, za elektroniko. No, čeprav se tudi si pri klasiki isto, je cool so, no, mi smo v redu so. Niso v redu, ne. Dobar. Preveč je basa, stari. Priznajmo si, da z elektroniko te štekam, to razumem. Stari, ne moreš ti godal poslušati, ker sem brnilc. Pa kjer je pa? Jaz sem dvoje, ene sem kupil. Vse isto. Ker so znani, to je bilo vse hip-hop, razumeš, ne, in je mišljen, da vsakič, ko baso žge, da dela. A veš, nisem videl spokoj. Ja. Tako da, čakaj, to imam pa konšel. Karbonski čelo imam, a se to šteje? Ja, to šteje, to je tako. Pod tehnologijo. To je tehnologija. Strojna oprema. Ja, iz karbona. Cel je iz karbona. Cel je iz karbona. Ok, mislim, koliko pa je razlika z les pa to? Karbonski čelo je glasen kot pes, res glasen kot svina, rezonira ful dobro, tudi nima tistih, se pravi, kotov, ampak je čist zaobljen, tako, ne? Aha, ok. In je kulski, mislim, odpičena zadeva, lahko se z njim sankaš, tuširaš, plavaš. Karbon je karbon, ne? Tako da to je od tehnologije. Avionsko škatlo za čelo imam, to je tudi tehnologija, isto iz karbona. To vem, da je najlažje. No, dej, pa aplikacije, ne? Kaj največ uporabljaš? Dobro, valjda, kot muzičar je metronom, je cool, meni aplikacija na mobitelu, kot čas smo pač metronome sabo imeli. Pa je leži, mislim. Jo, je da best. Jo, metronom. Ker ne vem, nič, se mi zdi, ok. Ko uporabljam aplikacijo? Ja, Skype je tisto. Skype, FaceTime, to mi je cool. Se pravi, pa je ta metronom, smo rekli, ne? Škva, tale map, ne? Google Maps, Apple Maps. Ja, Apple Maps, ki so ti... Navigacija. Tako, me je to super. No? Ja, to je... Tako v avtu imam bentiš, pa moraš, da je ta Apple, da je skoraj bolj natančna. Ma se ni en, te drug ni natančen. To je res, ampak Google klema zmaga. To se šel do tebe, je pa res... Od sebe češ šiško pelov, pa navič pa šiška, da veste, da avtocesto pa na Tomačevo odklele ven, pa bil v 10 minutah. Veliko prej. A veš, daj sem šel z Brezovce, 10 čez 9 sem šel. Klep mogel biti v 10 minutah, rabo sem jih pa 25. Zaradi navigacije. Ok, pa mi mogel bi kriv. En ti. Ok, pa še zadnje vprašanje, ne, ki je tudi vedno isto. Čeprav ti si sklepam, da že povedal ta odgovor, ampak moram vprašati. Če moraš izpostaviti eno fizično stvar, ki ni človek, ampak je stvar, ne, ki je bila narejena za te, oziroma ki ti je spremenila life, lahko jo še imaš, lahko jo nimaš več. Ne. Kaj bi to bilo? Ne? Zdaj, če naš rekel violončelo, ne vem, kaj boš, ne, ampak kaj bi to bilo? Neživa stvar. Ja. Se par sekund imam, ne? Seveda, da imaš. Dobra flaša vina. Ok, ležite odgovor. Dobra flaša vina. Ja, dobra flaša vina. Ok, lej, to se mi zdi popolnoma ležite odgovor. Vsakič, ko spil dobro buteljko, rečem, te pa zame narejena. Ti nam najlepša hvala. Hvala tebi. Glihar si bil v aparatusu, ne? Tako da reč adijo. Adijo. Tole je bila 138. epizoda Aparatusa. Tilna najdete na Facebooku ali pa na njegovi spletni strani tilnartač.com. Jaz sem na Twitterju afnan.zet, tako da mi lahko tam težite. Sicer pa še ena ful taka administrativna zadeva. Jaz sem nekaj zamenjal tehnično vzadi pri RSS viru od tega podcasta in ste jo že vse v bistvu preklopili avtomatično, tako da velika večina ljudi, ki tole posluša, pač ne bo opazila nobene ekstra razlike. Je pa en majhen procentek, mislim, da je par deset ljudi, ki je še zmeraj na ta starmu veru, tako da če ste slučajno full dolg že naročeni na Aparatus, pa tole poslušate, če vam bo slučajno vrgel naenkrat vse možne epizode Aparatus mreže v podcast player, se sam tam odnaročite, pa za že enkrat naročite na Aparatus podcast, pa bo vse skup delal. No. Sem se pač res počakal, tako da je vse avtomatično se preklopilo, ampak za ene par ljudi se ni. No. Tako da sem rekel, bom vsaj to omenil na koga fršlok, komu bo vse živo vrgel podcast player, ampak se pravim res, to ni taka panika, sem sam rekel, da mu pozoril. Tako da ja, drugače pa še kot vedno, ful hvala vsem, ki podpirate, če niste, prosim pejte na aparatus.si/podpri, pa če lahko daste, dejte, ker to res pomaga in mi
omogoča, da tole sploh delam. Tako da to je to, drugače pa do naslednjič. Ne? Uživite. Čau.